Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Jutri, 21. marca, pa obeležujemo svetovni dan lutk. Ja, lepo. Kako je bilo fajn, ko smo bili mali, pa smo šli Ja, v Lutkovno ne? Ja. Tako, wow, pa kites, ki? Če nikoli nisi nobenega videl, nič. Ali pa, ko si iz okna naredil doma, ne? Lutke. Ja, ali pa Tudi, skuhe. ja. Ja, recimo. Jutri torej je svetovni dan lutk in seveda tradicionalno bodo praznovali ta dan tudi v Lutkovnem gledališču Maribor, kak se pač spodobi, logično. In kaj pripravljajo za soboto, smo poprašali Špelo Hren-Juhart. Na ta dan bomo na široko odprli muzejska vrata. Lutkovni muzej Maribor bo odprt med 9 in 16 uro. Ob 11. uri se lahko obiskovalci udeležijo vodenega ogleda razstave in poseben dogodek ob 17. uri je v muzeju premiera filma Midva lutkarja. To je film o Bredi in Tinetu Varlu, ki ga v sodelovanju z Lutkovnim muzejem Ljubljana in Unimo, to je mednarodno lutkovno organizacijo, pripravljamo in se tega popoldneva oziroma večera zgodnjega še posebej veselimo. Cool. Super, torej odprta vrata za Lutkovni muzej. Bo pa na sporedu tudi lutkovna predstava, ne? Res je, na ta dan na sporedu Skrinjica sinjega maka ob 10. uri v Sodnem stolpu. To bi prav posebej priporočili različnim generacijam gledalcev. Predstava ima sicer oznako 10+, kar pomeni, da je primerna za recimo drugo triado osnovnošolcev in naprej vse do starosti in pozne starosti. Govori namreč o demenci, o spominjanju, o zgubljanju spomina in predvsem o odnosih, o nekem dedku in babici, ki ob tem, da se babica izgublja besede, spomin, pomočjo dedka, ki stoji ob strani in ima ta super odnos, nekako preživljata zanimive čase in dneve. Okay, kako pa je z vstopnicami za oba dogodka? Na ta dan imamo posebno akcijo. Če kupite vstopnico za Skrinjico sinjega maka predstavo, dobite brezplačno vstopnico še za Lutkovni muzej. Vstopnice je potrebno predhodno rezervirati pri naši blagajni. Dogodek bo hitro poln, ker je lutkov v njih oboževalcev oziroma ljubiteljev lutkarstva in Brede in Tineta Varla veliko, muzej pa majhen, tako da je treba res s tem pohiteti. Aha, Okay. Hitro skočite tudi na spletno stran Lutkovnega gledališča Maribor, tam najdete več informacij. Tomaž, kaj je? Švicaš kaj? Ja, vedno. Si kaj na trdnih, te kaj skrbi tvoj nastop? Ne, ker ga ne bo. Ja bo. Oder je pripravljen, kitaro si prinesel. Če kdo ne ve, Tomaž je meni dal izziv, da sem mogel repati v eter, v živo. In to si opravil Izjemno. vrhunsko. Dobro, to je že mimo, zdaj pa nas čaka kontra izziv. Tomaž je moral napisati skladbo in jo bo danes tudi v živo izvedel, torej vokal plus akustična kitara. Ali čez pač 1 uro. Kdo je? 1 uro še imaš. Čez 1 uro. Hidriraj se, malo se raztegni, naj malo povadi. Jo. Ne? Grem do Krajnca še na trg, Okay. pa prijem bolj. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? In je 10 minut čez 13, profesor Križanič. Sonce je posijalo, ko si vstopil v toti studio. Pozdravljen. Nekaj je bilo fejs narobe. Ja ne, super je. Ja. In na radi te vidimo. Torej bo 2-krat vse narobe. Kaj gre papir? Jasne. Kaj prinaša? Danes torej spominjamo Chrisa Benninga, ne? Oziroma Chesterja Benningtona, pardon, in njegovega Abrahama, ki bi ga imel, pa ga nima, ne? Ja. Eno manj znane dejstvo, da ste bila full frienda z Chrisom Cornellom Ja, to vem. iz zasedbe Soundgarden in Audioslave. In eno žalostno dejstvo je, da si je Chris vzel življenje maja 2007. Chester pa je zapel Haleluja na njegovem pogrebu, če se vedno. 2 meseca kasneje pa si je na enak način, torej z obešanje, vzel življenje še Chester in to na dan, ko bi imel Chris rojstni dan. Okay. Hvala ti za lep petek. Ja. In Sonce, pač ko je šlo. drži se.
tako je bilo pač tragično. Ne? Ja. Ampak danes se bomo posvetili še enemu bendu, bomo rekli kar sorodnemu, ki je pa še vedno aktiven in sicer Evanescence. Nastali so konec 90-ih v ameriškem Arkansasu, v ospredju pa je od samega začetka pevka Emily, v bistvu njen glas pravzaprav zaščitni znak benda. Ne? Pravi preboj so dosegli leta 2003 z albumom Fallen. Njihov zvok je taka mešanca roka, gotskega, nekega sounda pa klasičnega vpliva in so precej unikatni. Ja. Emily pogosto sama piše in sooblikuje pesmi, ki so zelo osebne in čustvene. Ena takšnih je tudi Bring Me To Life, ki je Amy takrat napisala za Josha Hartzlerja, ki je kasneje postal njen mož. V bistvu je psihoterapeut bil in ni vedel, kdo je ona. Sploh ne. Res. Pol pa nima izbire, ne, če je za njega komad napisala. V bistvu sta bila na zmenku in on je gledal in je rekel, are you happy? Pa se je zlomila. V bistvu ona ni imela izbire, Ja. ker je on namuto lepo skozi terapije. Tvoje variante pa to. Skozi terapije, ne, gled, išči takšnega, ki te Ne bi posluša. še malo vaditi zdaj, komad? Če čokolado žere, Ne, naj gre pa se vaditi. David tu Naj poleg. gre vaditi malo, če ima čez 1 uro nastop, pa to ne. Ja, manj kot ura. Če bo preživel do takrat, ali bo še Ki pa razpadel. imam kosilo, pa to. Si imel že na trgu? Nisi mi organiziral. 107 kosil si imel. Kaj ki imaš imam ti, backstage. Ti imaš tehnični rider še, ali kaj? Seveda, backstage, ki imam fras. Tam v server sobi. Lahko pod Fajn klimo vležeš. Pa 3 knofe izklop. Čez 1 uro? Ja, manj. Prideš poslušati, profesor? A ja, pa res, ja, čez 1 uro, ja. Ja, pridem Dve pa 10. s kokicami, pridem. Okay. Ja. Okay. Lep vikend vsem, mogoče se jutri vidimo V Avstriji. v Svečini, Ah. na prazniku pomladi. Ne, tako da bomo kako spili. In, dragi Tomaž, Pripravljen? samo lopata. še 2, to ta huda hita. In potem Samo še dva. tvoj nastop. Komaj čakava, gledaj, koliko ljudi se je že zbralo zunaj. Ja, z avtobusom se prišli. Ja, res, poslušati. Bom hitro poskrbel, da se bojo odstranili. Ne. Tokrat pa je Tomaž rdeči obraz Ja. in že malo Ja, zašvican. to je zaradi festivala čili, čokolada Ja, in delikatesa. Skratka, Dobri. čez 2, to ta huda hita, Tomaž Medvar v živo na kitari. Kdo je to rekel? Mi dva. V totem studiu glasbeni gost današnji, to je Tomaž Medvar. Tomaž, pozdravljen! Čaki, pozabil sem te vklopiti, evo. Pozdravljeni, to ti radio, servus. Kot rečete vi v Mariboru. Okay, če ne veste, zakaj gre točno, Tomaž je meni dal izziv pred dnevi, da sem moral v enem dnevu napisati rap in ga v živo odrepati. Ja, tako je. Ja, jaz sem, Upravil si to nalogo vrhunsko, ne? Kot vrhunski so tudi naši smučari, skakalci, recimo. Ne? Ja, Skačejo res daleč. na tem nivoju. Ja. Ampak daleč smo mislili, da je tvoj talent glasbeni, pa ni res, ne? Je kar blizu. Ok, Tomaž Medvar je Ja, če veš, kaj očitno mislim, v blizu. nekem liku Ja, več glasbenika. kot očitno. Torej, jaz sem mu vrnil izziv, torej naj napiše eno skladbo in jo itak, zaigra v živo tudi na kitaro Komot. in zapoje. Z lahkoto, gledaj, pras, kot moj dragi prijatelj, z veseljem sem to napisal, ker pišem res rad. In rad vidim, imam ja. tudi tebe. In glasbo nasploh, ker hvala. glasba osrečuje. Ne? Enako. In sreča je res važna v življenju, ki je mnogokrat prekratko. Če dovolite, gospod Medvar, samo da orišem situacijo. Tomaž se je gor naredil, če lahko rečem po domače, za nastop. Ima belo srajco, ne potlačeno v kavbojke. Rock and roll, ne? Na glavi ima šilt kapo od benda Lim Smrad in Žila, na kateri piše Hoh Punk. Tako. Ima akustično kitaro in Tomaž, a pa seveda sončna očala. Ne? Sveda rock and roll. Ne? Tomaž, če si Rekli. pripravljen, Rock and roll. si pripravljen ali ne? Od nekdaj. Imaš Oziroma, naslov kot vi skladbe? rečete tle na to te radiju, od vedno. Si ali nisi? Glej. Seveda sem. Ja, da te pa daj. Okay. Marko, zate ta pesem, glede na to, da si želel me očrniti
in se norčevati, ampak mislim, da ti ne bo uspelo, kaj ti slabo pesem ti lahko vrnem z lahkoto. Če si pripravljen, Ja, si ti pripravljen? samo zate Marko Fras. Torej, gremo. Gledam skozi prste in ti oproščam, ko sem sporočaš, da ti ne zadoščam. Sam bi rad delal, a pojma žal nimaš. Izzive mi daješ, da saj nekaj naštimaš. Marko, tvoj rep je le še spomin. Lunaček, ali spiš mirno nocoj? Oprosti, da kradem ti glasbo kot lov. Lunaček, kapo mam gor tako ti. In rad bi te vprašal, koliko kasiraš, če Frasa povabil bi ven, da ga zmasiraš. Poslušam, ko lapaš in mi je slabo. Vklopi umetno, ker vedlin te bo rabo. Koliko filma oceno se vedno sprašuješ, ko da ma veze, če tak nič ne čuješ. Idi zdaj, da radio spet bo lep kraj. Vgaste raj, da ovce boš teral nazaj. Idi zdaj, odrepaj v domači svoj kraj. In kak naj ti rečem, da res ful rad pečem, na piknik pa ne bi te vzel, ker nočem te blizu. Idi zdaj, da radio spet bo lep kraj. Vgaste raj, da ovce boš teral nazaj. Idi zdaj, odrepaj v domači svoj kraj. In ko sem se vprašal, koga bi našel, da nese te z radija vun, noben noče blizu. Hvala lepa. Bravo, Hvala lepa. Evo, tako. Tomaž Lunaček, hvala lepa za to prekrasno izvedbo skladbe. Hvala lepa. Tudi hvala za vse besede izrečene, ki so šle pod pas. Ja, ni kaj, gledaj, pas, fras, ne, to se rima. Ja. To imamo to, ne. Drugače pa hvala lepa za izziv. Izzivi so v življenju, polno jih je. Življenje pa vemo, je samo eno in eno ni nobeno. Okay. Pravijo. Tomaž, najlepša hvala, da si vzel čas, ker vem, da si zaposlen, imaš še en band ekstra, ne, pa vem, da več čas nekaj delate. Pa to. Ja. Tako da hvala, cenim, veseljem. da si v petek prišel na to radio in zivo še kdaj, zaigral. komod, ker komod smo radi, ne, ampak ne. Ni enostavno, radi pa smo komod. Ne. Če raje pa imamo tudi radio v Mariboru. Ne. Tako da hvala lepa, lepa si tudi ti, Anja. O tebi se mi sanja. Fras, kaj se režiš, če veš, da smrdiš. Okay. Hvala Vidi, lepa. zdaj se ti rime, hvala. Hodite in Fajn se mega. Adijo, Tomaž Lunaček. hvala lepa, tudi radio. Hvala lepa. Ja, v redu, hvala, adijo. V Mariboru se na veliko dogaja na trgu Leona Štuklja, kjer poteka festival
čili, čokolada in delikatesa. In to mednarodni festival. Res je. Danes še do 21. ure, jutri spet med 10. in 21. uro. Vi ste seveda vabljeni tja in vabljeni tudi, da ste se prijavili z SMS-om čili na 051 220 220, kajti imamo VIP doživetje za 2 osebi. Tako, in mi smo že žrebali, tokrat je bila izžrebana Darja. O, Darja! Zdravo, dober dan. Zdravo, Darja, kaj bi prišla malo na pekoče, pa na sladko, pa na kako šunko, kaki sir malo? Z veseljem. No, Super, Darja, veš kakšne velike sire imajo tam, prej smo jih gledali. res je. Gorenjske. 700 kil. Ni nikoli dovolj. Res je. To, bravo. Bravo, Darja. Darja, 2 VIP karti za tebe. Evo. Ker smo te izžrebali, ne ker tak zdaj. Brez veze, ne? Si se prijavila in smo te izžrebali in pravilno je tako in si vabljena v mesto na trg Leona Štuklja, da malo sprobaš. Vredi? Super, najlepša hvala. Ni problem, adijo. bodi. Adijo, enako adijo. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.